kaj vse predstavlja digitalni odpadek? Odpadni telefoni, odpadni računalniki, te e-odpadki, kakor jim na kratko rečemo. Ampak to je samo en vidik tega. Pri digitalnih odpadkih govorimo pa o tem virtualnem delu, o tem oblačnem delu, ki ga ne moremo prijeti, ki je skoraj nepredstavljiv. Če bi imela midva doma problem s kopičenjem odpadkov, prostora enkrat zmanjka, začne smrdeti, glodalci se pojavijo, cel kup enih neprilik. Pri, videoarhivih tega pritiska sploh ne čutimo, In v praktičnem pomenu so to potem datoteke, ki so mogoče podvojene, ki jih ne uporabljamo več, ki so samo shranjene nekje, mogoče 3000 slika našega psa, arhiv enih videokamer na semaforjih, na primer. Pošta nezaželena, podvojena pošta, pošta, ki pošiljamo s priponkami večjim osebam, aplikacije na naših mobilnih napravah. Količina podatkov, ki jih proizvajamo, tako skokovito narašča in je tako nepredstavljivo visoka, da pač tudi ti majhni koščki naredijo iz teh zrnc pogača na koncu. Probamo vizualizirati si to oblačno računalništvo, so vedno narisani beli oblaki, nikoli niso nevihtni, Ampak v osnovi gre za druge računalnike. Vsakič, ko je nekaj shranjeno v oblaku, je v resnici shranjeno mogoče 3-krat, 5-krat. Ker to, da Googlu ali pa Amazonu umirajo računalniki vsak dan, vsako minuto, je neizogibno. Ampak njihova naloga je seveda, da to uporabniku skrijejo. Morajo imeti toliko varnostnih kopij, da je vedno neka redundanca, mi ne opazimo, da oni 1000 diskov na dan, na primer, zamenjajo,